Kam te je neslo na Radiu Robin? In danes nas nese še zadnjič v tej poletni sezoni. Robinovci smo se danes ustavili v Brdih, natančneje pri Krčniku, v nadaljevanju, kaj to in kdo dela naši Suski družba, bo povedala sama. Suska, živijo! Ja, evo, po Brajdah smo zdaj v naravi, v enem mirnem kotičku Goriških Brd, ki ga vsak ne pozna. In v moji družbi je turistična vodnica Vesna Valentinčič. Dober dan. Dober dan vam in poslušalcem. Kaj je tle za nami? Ena taka kotlina oziroma ene taki potočki? Ja, pravilno ste rekla. Nahajamo se v taki kotlici, to je Draslje, v tako imenovanem zavarovanem območju Krčnik, iz potoka Kožbanjšček, ki obsega to območje 9 km, ampak prav tukaj za nami je en fenomen, ki ga redko dobimo v Sloveniji, da je voda napeljala pesek in ta pesek je v tej kotanji, v tej kotlini z močjo vdolbel te čudovit naravni most, ki je nekako, rečemo, 5 metrov dolg, 1,5 metra širok. Zdaj, bolj varno je na tej strani, da ne hodimo, oziroma se je zavarovano in se niti ne sme, ampak ker je most res naraven, se ga ne dotika in tako je tudi prav, in zato je prav, da naši poslušalci, tisti, ki bojo prišli k nam, se seveda znajo obnašati v takem okolju. Se pravi, je naravno zavarovano, prej pa ste rekla, kakšna tišina je tle, ponavadi je veliko več vode. Ja, res je, ponavadi buči. Prej sem šla malo pogledati, v bistvu samo spodnji del, še voda. Tukaj zgori, jaz odkar pomnim, pa nisem več tako mlada, še nisem videla, da je prav tako sušno. No, zdaj pa videti mogoče to kamenje, ki pride in ki še vedno dolbe to kotlinco. Odkje pa ime Krčnik? Sem slišala en mit okrog tega. Ja, tukaj naj bi, res je to samo legenda, naj bi županov sin se tle kopal, ker moram reči, da briška mladina se še vedno kopa v potoku Kožbanjšček, malo tle bolj dolno, na par 100 metrov, to so kotline, ta naš divji naravni bazen, ampak so se kopali tudi tukaj. In seveda so se važili eden pred drugim, kdo bo zdaj bolj skočil, in je ta fantina, naj bi bil županov sin, skočil in medtem ga je prijel krč. In seveda v tistem efektu je se utopil, umrl, in od takrat naj bi dobilo ime Krčnik. Jaz se pa spomnim, že kot mulka, pa ni še bilo zavarovano območje takrat, so nam zmeraj govorili, da tle se ne smemo kopati, da tle je premraz. Ampak v bistvu zaradi tega, ker je ta pesek, ta globina, je kun vrtiljak spodaj, ki stalno melje in je, seveda je nevarno. Zdaj mi kot otroci je samo bilo prepovedano in tudi to. Ja, dobro, da ni bilo nobene tragedije, tako kot v legendi. Sicer pa, če bi še kakšen skrit kotiček Brd nam zaupala, kakšen biser, ki ni tako poznan. Ma dobro, zdaj ponavadi vsi zahajajo v kakšne dobre kleti, obisk oljarjev ali pa dobre restauracije. Če pa kdo želi še mogoče kak res bolj pristen stik z naravo, zdaj smo na nekakšnem tem zahodnem delu Brd, ki je pravo nasprotje tem briškim gričem, mogoče da se povzpne na Korado. Tam gor je ena taka, v bistvu kar po glavni cestici, greste, boste prišli do enega novega vinograda, ena taka ploščad, in tam gor dobite svoj mir v čudovitem okolju med ptiči, med rastjem, ki je edinstveno na tem koncu Brd, ampak tam je ena taka res točka, kjer se lahko malo umirimo in pogledamo svet okrog nas. Že tukaj najdemo precej miru in je res čudovito, tako da priporočamo, pridite pogledati v primernem vremenu. Sicer pa pozdrave nazaj v studio in mi gremo naprej po Brdih. Hvala Vesna. Ala, vija. Zares lepi konci. Hvala lepa, Suska, za tole javljanje. Še ostajamo v slovenski Toskani, zato nas dajte spremljati na naših družabnih omrežjih, pa tudi na robin.si. Kam te je neslo na Radiu Robin? Zgodbe krajev, ljudi in doživetij,
ki jih morda še ne poznate. Pokrovitelji: Hit Universo Fun, dobrodošli v vesolju zabave, Simak Keramika salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.